Torej, danes imamo nekaj oznanil. Današnja nedelja je nedelja Kristusa Kralja, zadnja nedelja v tem liturgičnem letu. Zato danes liturgično gledano odpade praznovanje svete Cecilije, pa se želim zato vsaj pri oznanilih zahvaliti vsem tistim, ki v naši župniji skrbite za cerkveno glasbo, bodisi s tem, da redno poskrbite za petje. Zahvaljujem se vsem družinam in glasbenikom, ki v tem času, ko ne moremo praznovati skupaj, poskrbite za to, da je vsaj pri nedeljskih mašah nekaj glasbenega ozadja. Hvala vsem, ki vodite pevske zbore v naši župniji, Marko, Marjeta, Lucija, Katja, zdaj po novem tudi Tina, Bog povrni. Hvala tudi vsem tistim, ki za cerkveno glasbo poskrbite s svojimi inštrumenti, v mislih imam vse animatorje na kitarah, pa seveda Žiga, Severina, Klaro, ki pridete in uporabljate naše orgle. Res Bog povrni, razvijajte še naprej svoje talente, da boste lahko z njimi še več, še bolj služili. Danes tudi končujemo teden zaporov in z današnjo nedeljo hkrati začenjamo teden Karitas. V tem duhu, ob tej priložnosti nas gospod Marko Čižman, naš sosed, ki poleg župnikovanja v Podutiku opravlja tudi službo predsednika Škofijske Karitas Ljubljana. On nas spominja, da tako kot vedno, tudi korona stiska, pravzaprav še najbolj stiska tiste, ki so že vedno stiski, se pravi obrobne, tiste, ki imajo že drugače težave. Stiska tudi Škofijsko Karitas, ker je manj darov, ker pač nas ni toliko pri mašah, in nas zato še enkrat poziva, da poskusimo po svojih močeh pomagati Škofijski Karitas, ki mora zaradi vsega tudi že zmanjševati pomoč, bodisi pri plačevanju položnic, bodisi pri rednih paketih prehranskih. Danes, ko pridete v cerkev po obhajilo, pa tudi med tednom, ne spregledajte na polici za tisk tehle položnic, na njih piše stiska in s pomočjo teh položnic lahko vsak mesec podarimo 3 evre in s tem omogočimo kolikor toliko nemoteno delovanje Karitas, da bodo vsaj tisti, ki jih ta stiska še posebej prizadene, da bodo malo manj v stiski. Naslednje oznanilo je vabilo ali pa spomin. Na voljo so marijanski koledarji, 2,5 evra, lahko jih dobite na polici za tisk, lahko jih dobite tudi v župnijski pisarni. Tretja stvar, ki je pomembna, prispel je adventni koledar, s pomočjo katerega bodo otroci in mladi v vaših družinah lahko v času tega adventa zbirali sredstva za misijonsko središče, za pomoč otrokom v misijonskih deželah. Ta koledar je zastonj, vzamete ga, kot vsako leto na sredini je papirnat šparovček, v katerem vas bomo potem povabili po novem letu, da svoje darove, ki ste jih nabrali v času adventa, prinesete tudi v našo župnijsko cerkev. Na voljo so tudi še oznanila, ki zavzemajo predvsem mašne namene v tem tednu in pa godovje v tem tednu precej. Jutri jezuiti obhajamo god Mihaela Avguština Proja, mučenca v Mehiki. V torek godujejo Andrej Duklak, duhovnik in drugi vietnamski mučenci. V sredo goduje Katarina Aleksandrijska. V
V četrtek jezuiti obhajamo god še enega jezuita, Janeza Bergmansa. V petek, še posebej v Sloveniji, praznujemo god Modesta in Virgila, dveh škofov, ki sta nekako veljata za apostola Karantanije in sta našim prednikom severno od Drave zagotovila vstop v krščanstvo. V soboto goduje Katarina Laborej, redovnica in vitkinja, prihodna nedelja pa je torej prva adventna nedelja, nedelja Caritas, in s to nedeljo vstopamo v novo liturgično